Lepo pozdravljeni v prvem webinarju za Motiviraj.me. Današnja tema webinarja bo hujšanje. In sicer tako, to je webinar številka 1, potem bomo imeli tudi webinar številka 2, ki bo 14. Potem bomo imeli webinar številka 3, ki bo 21. marca in webinar številka 4, ki bo 28. marca. Tematike, ki se bodo sledile v bistvu za webinar, so hujšanje, prehrana, vadba in na koncu Motiviraj.me program. Kaj dejansko je Motiviraj.me program in kdo sem jaz? V bistvu tisti, ki me ne poznate, moje ime je Tibor Pranič, sem osebni trener, vodnik športa za otroke, mladino, vaditelj gimnastike in tako naprej. S športom se ukvarjam že od malih nog, vedno pa sem si želel pomagati drugim in omogočiti gibanje, da se dobro počutijo, in to je potem bilo tudi moje vodilo, da sem ustvaril Motiviraj.me program. Motiviraj.me program v bistvu je nekako sestavljen strani fizioterapevtov, psihologov, prehranskih delavcev in vsega. In ta program smo ustvarili zato, da se ljudje, ki nimajo časa hoditi v fitness centre in ki nimajo časa več kot pol ure oziroma 6% svojega dneva dejansko nameniti za telovadbo, kupi ta program in lahko vadi kjerkoli, kadarkoli, ali je to prek spletna, prek telefonske tablice, prek interneta, prek vsega. V bistvu tako, naš program izgleda nekako tako, da traja 30 minut na dan, upamo si doseči več z nami. Dejansko cilj programa je, da ljudi aktiviramo, da začnejo trenirati, da so motivirani in da dosežejo nekaj, kar si sami želijo. V bistvu sam program je sestavljen iz različnih videov, 9 videov jih je. Nekateri so bazirani na spodnji del telesa, nekateri na zgornji del telesa. Primeren je za vsakega, ne rabi nobene dodatne opreme, rabi samo kakšno brisačo, ko se začneš potiti. In rezultate, ki jih lahko pričakuješ, so v bistvu dobro počutje, hujšanje, večja mišična masa, več energije in vsega, kar si želiš. Nekako dejanske preobrazbe so že na sami strani, kot jih lahko vidite. Vidite, da nekako vsak je dosegel en svoj cilj, zdaj tako pa vsak cilj je lahko drugačen, nimamo vsi istega cilja, nekomu je že isti cilj, da se dobro počuti. Tudi Instagram moramo pripraviti, smo vsi, smo aktualni, se vidimo? Ja, super. Vsi, ki ste na Instagramu, če želite videti slike in vse, kar objavljam zraven, pojdite prosim na Facebook stran Motiviraj.me, pa si nas ogledajte v živo. Tako da v bistvu program je sestavljen iz videoserij, lahko treniraš kjerkoli, kadarkoli, zdravo hujšaš, se dobro počutiš, namenjen je širokem krogu ljudi, je časovno učinkovita vadba, ki dejansko traja samo 30 minut na dan, to je 6% vašega časa. Jaz verjamem, da lahko, zdaj so še tukaj nekakšni paketi, ki jih lahko vidite za zgornji del telesa, spodnji del telesa, funkcionalno telo, stabilizacija, ekstremni program, Mobi Relax, potem so pa še plus programi, kot so bonus FitRit, bonus 2 FitPar in bonus 3 Medenično dno. Zdaj pa tako, ker današnji naš webinar govori o hujšanju. Jaz bi rad vprašal v bistvu, če vi poznate sploh dejansko dejstva o maščobi. A veste, da že milijarda ljudi po raziskavi zdravstvene organizacije svetovne je predebelih oziroma težave s prekomerno težo ima in se tega tudi trpi. In da v bistvu debelost je razlog za razvoj težkih bolezni. Potem sem si že napisal, da visok krvni pritisk je pogostejši pri odraslih s prekomerno težo. Se pravi, če ste odrasli, imate prekomerno težo, imate več možnosti, da boste trpeli zaradi visokega pritiska. In več kot 80% ljudi z diabetesom je debelih ali pa trpi zaradi prekomerne teže. Kaj je še težava prekomerne teže? V bistvu prekomerna teža je vzrok za nekatera rakava obolenja, to so rak maternične sluznice, rak debelega črevesja, mehurja, prostate, rak ledvic in postmenopavzalni rak dojke. Za dan danes vemo, da je v bistvu rak ena najtežjih bolezni, ki prizadene lahko vsakega, ampak če lahko dejansko na ta način, da shujšamo, da smo dobro, da se počutimo dobro, da smo bolj gibljivi, bolj zdravi, pomagamo proti temu, da ne doživimo te bolezni, mislim, da je to lahko cilj vsakega. Zdaj pa tako, močna apneja
se pravi težave oziroma nočna apneja, težave z dihanjem zvečer, težave pri dovajanju kisika je v bistvu bolj pogosta pri predebelih oziroma ljudeh, ki imajo prekomerno telesno težo. Zdaj pa tako, ali veste, kaj je indeks telesne mase? A veste, da v bistvu prek indeksa telesne mase lahko določiš, katera naj bi bila tvoja idealna teža, glede na tvojo višino in trenutno težo oziroma starost, ne, in spol. Pri debelih ljudeh, ki imajo indeks telesne mase večji kot 25 enot, je povečano tveganje za srčni infarkt, za kongestivno srčno bolezen, za nenadno srčno smrt, za angino pectoris in srčno aritmijo. Vsi, ki pa imamo indeks telesne mase večji kot 30, pa imamo nekje od 50 do 100% povečano tveganje za prezgodnjo smrt, zaradi katerega koli vzroka v primerjavi z nekom, ki ima pa zdravo telesno težo. Za indeks telesne mase smo vam danes pripravili v bistvu nekakšen merilnik, ki si ga lahko sami izračunate. In sicer ta indeks telesne mase je viden na naši strani. V bistvu izgleda tako, da lahko vidite formulo indeksa telesne mase, se pravi telesna masa v kilogramih je ulovljena z višino na kvadrat. Tukaj imate opis, kaj dejansko je indeks telesne mase. Lahko vidite, prekomerna teža je zmerno tveganje, če je nekdo manj kot 18,5, normalna teža je nekje od 18,5 do 24,9, povečano tveganje pa se začne nekje od 25 naprej. Ko greste dol, lahko pritisnete, ali ste moški, popišete svojo telesno težo in svojo višino, oziroma ženska in ponovno ponovite isti korak. Od spodaj imate tabelo, ki vam bo povedala za vašo starost, kako bi moglo biti dejansko, kako imate in če morate delati na tem, paziti in tako naprej. In greste v bistvu potem lahko naprej in preberete še naslednje stvari. Zdaj pa tako, jaz, da ne bom govoril samo dejansko, kaj pomeni hujšanje, ne, bom vas vprašal, da mi vi odgovorite na par vprašanj in oziroma da razmislite o hujšanju. Kaj je to hujšanje? A to pomeni, da če grem jaz na tehtnico, da če mi pokaže manj kilogramov, da to je hujšanje? Potem drugo vprašanje, ki bi vam dal v razmislek, kaj pomenijo številke na tehtnici? A mi vemo, če mi stopimo na tehtnico, pogledamo te številke in vidimo zdaj neko spremembo, zdaj a je to plus ali minus, kaj dejansko razumemo iz teh številk? A lahko sklepamo, da se nekaj dogaja dobrega ali slabega na podlagi tega, ko stopimo gor na tehtnico? Zelo nenatančno je, samo ko gremo gor na tehtnico. Ker v bistvu, če bi želeli vedeti, kaj se dejansko dogaja z našim telesom, bi morali vedeti, koliko se nam se spreminja telesna sestava. A se nam mišična masa povečuje oziroma če se nam maščobno tkivo manjša. Vsi vemo, da tako, volumensko sta mišična masa pa maščoba različna. Se pravi, lahko primerjamo tako, da damo primer kilogram maščobe pa kilogram mišic. Se pravi, teža lahko ostane ista, ampak bolj smo suhi, ker se nam je mišična masa povečala in maščoba zmanjšala. Ampak a to pomeni, da dejansko, a to pomeni, da mi nismo shujšali, da je to slabo? A to pomeni, da moramo še bolj shujšati? Ne, ker pomembno je, da se nam spreminja telesna sestava. Se pravi, ne hujšanje, ampak pomembno je, da se nam spreminja telesna sestava. Se pravi, kar moramo biti pozorni in kar nam mora biti cilj, je, da spreminjamo svojo trenutno telesno sestavo. Zdaj, a je to povečanje mišične mase ali pa je to izguba maščobnega tkiva in ponovno povečanje mišične mase. Edino to nam mora biti cilj in to nam mora biti naša glavna stvar, ki jo hočemo doseči. Če vam bi jaz zdaj razlagal samo iz svoje glave, kaj dejansko hujšanje je, ne bi bilo tako pristno, kot sem si to zastavil. Zato sem v bistvu naš prvi webinar povabil Majo Psič,
Zdaj, spomnim se, kot da bi bilo to včeraj. Kdo je Maja Psič? Bil je 3. oktober. Dobil sem telefonski klic in sem se oglasil in je bila Maja Psič. Maja poznam že od prej, je super punca, simpatična, luštna in vem, da ima od vedno težave nekako s prekomerno telesno težo oziroma težave s težo. Njeno želja je bila: Tibor, želim spremembo. Želim narediti nekaj na sebi, želim začeti živeti drugače, želim se počutiti drugače. Jaz sem rekel z veseljem, ker pač moj dejansko delo je, da vzamem vsako stranko in jo pomagam, da pride do njenega cilja, ampak stvar je bila ta, da v bistvu ona je mogla imeti svoj cilj, mogla je imeti sigurno željo, ampak povedal sem ji tako: celoten rezultat je odvisen od nje. Jaz sem tisti, ki stojim v njenem ringu, v kotu in ji samo govorim: Maja, pojdi iz leve, pojdi iz desne, udari zgoraj, udari spodaj, ampak celoten boj, ki ga ona more delati, je njen, ne moj. Se pravi, ne morem jaz namesto nje početi tisto, kar v bistvu more ona. Se pravi, vsaka pravilna odločitev, ki jo bo naredila sama z mojo pomočjo. Tako da sem rekel: mene vzami kot mentorja, ne samo kot trenerja oziroma kot nekoga, ki bo ti s čarobno palčko rešil življenje. Zdaj, Maja je dosegla super rezultat, veliko spremembo lahko vidite v bistvu na ekranu. Maja, nekje na levi strani lahko vidite njen začetek, potem tista slika goraj na sredini, ko so skupaj, je v bistvu slika iz tega vikenda, iz Eurofit Festa, festivala, ki smo se ga skupaj udeležili. Tako da jaz kar vabim Majo, da se nam pridruži. Maja, živjo, izvoli. Živjo. Živjo, Maja. Čau. Kako si? Odlično. Okej. Zdaj tako, tisti, ki ste na Instagramu, moram povedati za Instagram, prosim, da greste na Facebook, vpišete stran motiviraj.me, kliknete všeč mi je in si ogledate vse skupaj slike in naš celoten webinar v živo. Tako da, Facebook, motiviraj.me. Čau. Tako, Maja, kaj je tebi pomenilo hujšanje, preden si začela z motiviranjem programom? Kakšen občutek si imela, ko si slišala besedo hujšanje? Jaz sem bila še 1 leto nazaj prepričana, da jaz ne bom nikoli v tem življenju skušala, da mogoče v naslednjem. Ampak pol sem videla, da pač prišla sem na svojo maksimalno težo v svojem življenju in meni več niso šle osnovne stvari. Nisem si mogla nalakirati nohte na nogah, niti postriči nohte. Obuvanje je bilo pač težavno. Navaden sprehod po ravnem sem se zadihala, da ne moreš verjeti, ne. Pač nabiralo se je vsak dan in nekega dne sem si rekla, da se ubijam in da pač sama sem večkrat poskušala hujšati, včasih uspešno, včasih manj uspešno in zmeraj sem se vrnila nazaj na še višje kilograme, ne. In sem rekla, res rabim nekoga profesionalca, da mi pomaga, da mi reši življenje, ker ne moreš tako. Super, zdaj pa tako. Zaupaj nam, koliko si dejansko od oktobra, 3. oktobra, ko si naredila prvi telefonski klic v zvezi s svojim prvim osebnim treningom, koliko si izgubila, koliko je tvoj rezultat do zdaj? 30 kilogramov. Super, se pravi, to če rečemo celoten oktober, november, december, januar, februar, 5 mesec 30 kilogramov, to je super rezultat. Odličen, vrhunski. Ampak a si ti doživela, ko si prišla na osebni trening oziroma ko si začela z motiviranim programom, eno strogo dieto, se pravi, ne smeš jesti ničesar razen zelene solate, piščanca pa jajca. A te je to čakalo? Kaj je bilo v bistvu tisti prvi korak, ki sem ti ga jaz zastavil, da si mogla spremeniti? Kaj je bilo prva stvar? Česa se ti spomniš? No? Jaz se spomnim, da je bilo vse zelo sproščeno, ne. Vaje sem začela spoznavati tako lepo počasi, ker po moje si ti hotel, da jaz dobim v fitnesu tisto varnost, ker ti si vedel, da mene je strah priti tam notri, ne. Jaz sem se bala od tega, sem bila kot miška, ne.
In najlepše mi je bilo, da prvič v življenju mi nobeden ni govoril, kaj moram jaz jesti, ne, za svoje obroke. Ti si mi svetoval, povedal si mi, katera so prava živila, kaka razmerja moram paziti, in pol sem me pustil, da ustvarjam sama, da se učim, da mi postane stvar logična, ne. In en cajt sem se lovila, ampak sem tako, po mojem 2-3 tednih sem pa pogruntala, ne. In zdaj pač, kadar odprem hladilnik, mi je kristalno jasno, kaj moram sestaviti skupaj. In okus se mi je spremenil. Jaz zdaj uživam v tej hrani, ki jo jem. Se pravi, glavna stvar, ki je bila, ki si ti začutila, da si jo mogla spremeniti, je bila prehrana Ja, in seveda gibanje je zelo pomembno, Ja. eno z drugim, ne. eno. Ampak tako, a si ti vedela v bistvu, da imamo tako, maščobo potrebujemo za zdravje, ne? Ni pomembno, da mi izgubimo vso maščobo na telesu in da vsa maščoba na telesu, da v bistvu je škodljiva, ne. Ker v bistvu imamo maščobo, ki jo v telesu potrebujemo nujno za normalno delovanje, se pravi, imamo za zalogo vitaminov, da se transportira, da lahko lipidi se transportirajo, da se lahko tvori celična membrana, da maščoba skrbi za zaščito in izolacijo tkiv in vsega, ne, da v bistvu pomaga funkcijam živčnega sistema in dejansko pomaga pri formaciji hormonov. Ja. Ne. In da v bistvu, če bi mi telo izpostavili brez maščobe, brez uporabe maščobe in tako naprej, v bistvu bi lahko naredili tudi kontraefekt na dolgotrajni osnovi in v bistvu bi izgubili tisto bistvo, ko želimo izgubiti telesno težo, ne. Se pravi, ni bistvo, da mora človek biti brez maščobe. Maščobo potrebujemo, ampak telesno maščobo esencialno, tisto v določeni meri, ki je dejansko tako za moške med 3 pa 5% njegove telesne teže in za ženske nekje med 11 pa 14%, da v bistvu imajo lahko potek normalen menstrualnega ciklusa in tako naprej, ne. Dobro, zdaj pa tako, kaj sem te hotel še vprašati? Kolikokrat si želela reči, okej, ne grem se več, ne morem več, težko mi je, nehala bom, ne morem priti? Kolikokrat? Če mi verjameš ali ne, niti enkrat. Niti enkrat. Okej. Prvič v življenju. Okej. Kaj je bilo tisto v bistvu, ki ti je pomagalo, da nisi obupala? Tudi, da nisem sama v tem, ne, da imam jaz, kadar pridem k mojemu trenerju, dam ven to, kar sem prej dajala v omaricah in v hladilnikih, sem iskala hrano, prej sem dala to s hrano ven, zdaj pa dam s tisto žogo, z medicinko, pa vrtim kolo, ko zmešana, pač jaz zmeraj s svojim trenerjem se pogovarjam in ali ga vprašam od hrane, ali on meni kaj pove, ali mi pove, kaj v takem primeru narediti, svetuje mi, ne. Tako da Se pravi, priznaš, da človek rabi nekoga, da ga motivira. absolutno. Jaz, če ne bi bila v Motiviraj.me, bi se že zdavnaj ustavila, Dobro. ker sem se zmeraj, tako da sigurno bi. Dobro, kako si na primer včasih pomagala v kakšnih najtežjih trenutkih? Kot je bilo včasih najtežje, kako si zdaj? Ker oba veva, da si imela kakšen trenutek, ko je bil najtežji, tudi sedaj. Kako je bilo to včasih, ko je prišel ta najtežji trenutek, in kako je to bilo zdaj, ko si začela malo drugače razmišljati? Na samem začetku sem itak imela največje probleme s hrano, ker sem še sanjala, čevapčiče, pice, jaz sem imela sanje o hrani, mislim, ne moreš verjeti. Ti prvi 3 tedni so bili grozljivi, od glavobolov do živčnosti do hvala možu, ki me prenaša. Ja, njemu je treba v bistvu čestitati, ne. Hvala, Aron. So bili res, no, pač tako hudi, ampak jaz sem se že prej, ko sem začela hujšati, sem razmišljala, kako se bom tega lotila. In sem si rekla, Maja, če si boš zdaj želela jesti pico, prav, naredi si jo sama, vzemi pač pirino testo za osnovo in si namesto, ne vem, suhe salame in vseh teh stvari si daj zelenjavo, tuno. In to sem delala in naredila sem si zdrav mafin in pač s tem sem se reševala. Jaz takrat pač hrana mi je bila pomembna, ker sem bila odvisna od nje, ne. Zdaj pa pač, kadar pridejo težave, kadar pridejo problemi, so moji možgani preklopili. Iz tega, da pač grem v hladilnik, sem prišla na to fazo, da mi rečejo, pojdi ven,
hodi gibati, dej ta stres ven. In res grem, ali grem na trening, ali pa se pač poberem z hiše, pa grem en giro. Dobro mi je bilo to, da si rekla v bistvu, da če si že želela pico, si samo premislila o njenih sestavinah. Se pravi, nisi se rabila odpovedati eni najljubši hrani, Ne. ampak si jo mogla samo pravilno umestiti v pravilnih sestavinah v svoj jedilnik in nekako v svojo prehrano. Ne? Ja. Pozdravljamo vse nove, ki nas poslušajo, vse, ki ste nas začeli poslušati. Živijo na Instagramu še vedno. Če želite videti slike, če želite dostopati do izračuna indeksa telesne mase, ki je v komentarju pod v živo webinarjem, pojdite na Facebook, pišite motiviraj.me, pritisnite I like oziroma všeč mi je na stran in dostopajte do webinarja in do izračuna indeksa telesne mase. Dobro. Kako ti je bilo dejansko razmišljanje o prehrani? A si mogla ogromno delati na temu, da si začela drugače razmišljati, ali si samo rekla, ok, zdaj pa tako, stop, izbrišem vse za nazaj in začnem na novo nekako snemati svojo novo kaseto življenja, bolj lahko rečemo, naprimer, ne? Najprej sem se začela s to mislijo, da zdaj pač bom tako živela. Jaz ne uporabljam besedo, da hujšam, ampak jaz zdaj tako živim. In jaz, tako kot zdaj živim, lahko živim do konca življenja, ker mi nič ne manjka. Kako bi povedala, pač Povej. Samo da najde besede, samo malo. ja. Povej. Kaj dejansko je bilo? A si rekla, ok, ne bom več uporabljala bele moke, zdaj bom samo pač ta in grem v trgovino in belo moko ne vidiš in vidiš samo pirino, ajdino in tako naprej, ali kako, na kak način si? To sem te reči. Jaz za začetek sem si najprej rekla, bom samo bel sladkor odstranila iz svojega jedilnika, ker že, če to narediš, si naredil ogromno. Ker mislim, en kup izdelkov ima bel sladkor in bel sladkor je samo strup za tvoje telo, ne. Drugače pa ja, tudi bela moka, ne. Ampak priznam, jaz še zmeraj si vzamem en kos belega kruha, ne, in pač si na rojstnem dnevu poješ en kos torte, ne kompliciram, ne. Tako da živim s tem. Ampak bel sladkor sem pa črtala. Ok. Zdaj pa tako, kaj pa trening? Kaj si doživela na treningu? Oba veva, kakšna čustva so privrela na dan. Kdaj si začutila tisti najtežji trenutek na treningu? Jaz sem vedela, da bo peklensko, ne. Jaz sem se bala tega treninga in fitnesa kot hudiča. In saj se spomniš, ko sem te vprašala, a ti boš zdaj bomo bila čisto sama tam notri, ne bo nikjer nobenega, ki bi nas gledal. Vedno dobim to vprašanje. Saj ni nobenega, ko pridem jaz na fitnes, nobenega. Ne, prazne, samo za vas. Tako. In je rekel, ne, Maja, žal, ali pa na srečo, s tem se boš mogla sprijazniti. Ne, to je pač ena stvar, ki jo moraš iti čez njo. In to je bil en tak grozen šok za mojo glavo. Jaz sem itak mislila, da vsi gledajo samo mene. Morda tudi samo jaz, ne vem, mogoče. Ali z vidika gledajo, kako je pogumna, da je prša, ki se je lotila, ali pa ne, saj vemo, pustimo stati. To je trajalo kar en cajt, ena 2 meseca in meni so bile, jaz ne vem, ali mi je bila vaja toliko težka, da sem šla čez mejo in sem začela jokati na treningu, ne. In najprej sem jokala zato, ker mi je bilo nerodno, da jočem, pol sem se jokala od sreče zato, ker sem naredila vajo, mislim, to je bilo en kup emocij, ja. In še zdaj se zjočam na treningu, ampak zato, ker trening je ena taka stvar, ko res daješ ven stvari, ki niti ne veš, da te mučijo, res ena taka lepa terapija. Ja, v bistvu skozi fizično daš psihično ven, ne. Ja, in meni je bilo to vse tako novo, ker jaz tega nisem poznala, jaz v življenju nisem telovadila. Pač tisto, kar je bilo v šoli in potem konec. Jaz fitnes sem zdaj prvič spoznala, kako to gre in mi je všeč. No, super. Zdaj pa tako, kaj dejansko misliš, da je bil razlog, da si pozabila na svoje telo, da ga moraš čuvati, da je pomembno, da si v bistvu ti pomembna.
A je to kakšna življenjska stvar, ali je to mogoče preobremenitev, ne vem, ali mogoče kakšne mame imajo občutek, ko imajo ogromno otrok, da ne zmorejo več tega in da pač niso več one pomembne, ampak da so pomembni samo otroci. Kaj bi ti dala kot nasvet? Kaj je tebe pripeljalo do tega, kamor si bila in v bistvu kako si sama sebi pomagala? Mene je, mislim, v osnovi, da sem bila bolj debela, me je že življenje samo pripeljalo do tega, ker sem zmeraj najprej poskrbela za druge in šele pol proti koncu dneva nase. In cel dan sem bila lačna in pol sem se zvečer najedla, kadar se je vse umirilo in ne. In itak, kadar si sam noben ne vidi, koliko ti poješ, ne. In to so bile enormne količine hrane. Drugače pa kot mama je pa bila ista stvar, ne. Za otroka poskrbiš, pol hitiš iti na sprehod, po kosilu, pa za vse, samo zase ne, ne. In pol jaz zvečer, ko sem dojila, meni so šle kile ful gor, ker jaz sem jedla čokolino. Čokolino je pa cuker, ne, tako da jaz ogromno prej od hrane nisem vedela, kaj delam narobe. Ker z večerjo ni nič narobe, ne, samo moraš vedeti, kaj večerjaš, tako da neznanje o prehrani in pač to, da zanemarjanje samega sebe, pozabiš nase. Zdaj pa tako, moj zelo dober prijatelj, Mario Stambolec, je v enem pogovoru, ki sva ga imela, v bistvu rekel tako: če želiš začeti jesti pravilno, kot prvo začni jesti kot odrasla oseba. Se pravi, čokolino, pudingi, kašice in vse te otroške stvari ne sodijo v jedilnik odrasle osebe. Ker vemo, da otroci kot majhni ne marajo preveč zelenjave, razen če jim to nekako olepšamo, ne, oziroma zblendamo, da niti ne vejo, kaj je, ne, in zraven damo nekaj, kar je popravi okus, na primer banana, ne. Tako da Rešiteljica. ja, če želiš spremeniti svojo prehransko navado, kot prvo začni jesti kot odrasla oseba. Se pravi, ne rabiš jesti nutelo in kruh, čokolino, čokolada in tako naprej. To je vse namenjeno bolj mlajši populaciji. Odrasla oseba je dovolj zrela in dovolj stara, da v bistvu začne drugače jesti. Zdaj pa tako, kaj pa družina zdaj tvoja trenutno pravi na to, tvoj rezultat? Kako so oni? So vsi ponosni doma? Aron te podpira, navija s transparentom, ko prideš domov, vidi sliko, zdaj na primer doma skače in vsi navijajo mama in tako. Ja. Jaz sem tako hvaležna, da imam tako čudovito družino, tako čudovitega moža. On itak najlepše je to, da sem mu všeč taka, kot sem. Jaz sem bila njemu še najbolj polnih ličk najlepša na tem svetu in to si po mojem vsaka ženska želi. Da pač sem rodila, sem bila takšna, kot sem bila, ampak on me je ljubil isto ali pa še bolj, ne. In hvala ti za to. Drugače, otroci pa itak, ne, ta večji, ki že ve govoriti, mami gre na telovadbo, mami gre boksat, ne, pač, ker je videl tam, da midva boksamo in mami zdaj hodi boksat. Da tukaj boksava. Ja. Ja, jaz se spomnim tega treninga v bistvu. Jaz se kot danes se spomnim. Joj, Tibor, jaz to ne bom mogla, meni je to težko. Ja, In kaj je to? potem so tukaj ta boks, celo en video nekje, ne, na YouTubu. Sva boksala in potem so usule solze na koncu, se spomnim, ne. To je bil ta en preskok res težkega treninga, lahko rečemo, ne. Ja. Ki misliš, da ga ne boš zmogel, Aha. po pa telo kar dela, ne. Najhujše je, glava ti govori, ne, daj nekaj, kaj delaš, saj ne moreš, ne, telo pa še kar dela. In ti, kaj je to možno? Dejansko, a sem sposoben miselno se dejansko prepričati, ne, da zmorem, a sem se sposoben toliko sam sebe motivirati, ne. Ja. A me bo sram, če dokažem nekomu, da ne zmorem toliko, kakor on zahteva od mene, ne. To so vse frustracije, ki se človek bori z njimi. V bistvu pa so nepomembne, ker je bistvo je dejansko, da ti narediš vse od sebe, da daš vse od sebe in da dosežeš tisto, kar si sama želiš. Ja. To je pač bistvo. Dobro, zdaj pa tako. Kakšna je razlika, če primerjava to sliko pa to sliko? To je v bistvu, mislim, da je tule 30 kilogramov, ne, razlike. Ja. Mislim, da razlika je več kot očitna, ne, če primerjamo, v bistvu lahko vidimo, je bila res težava, ne. Se pravi, lahko tudi poveš, na primer, kakšne težave si imela takrat kot sama, na primer, ko si šla po stopnicah ali pa ko si se mogla usesti, ko si mogla, ne vem,
karkoli, ene življenjske potrebe normalne opravljati. Kaj je bila dejansko težava, povej? Ma to je grozno, ker sediš pa si zadihan, sploh ne rabiš nič delati. Aha. Greš res po stopnicah gor in dol, nekaj iskati v klet, konc sveta, tam morajo ljudje že oživljati. Mislim, vse je žalostno, res. Kam se pripelješ sam sebe, no. In tudi vaje, te prve v fitnessu so mi bile res, z mene je teklo in srčni utrip in pljuča so me pekla, ne, in itak tisti se govoril, saj to je vse normalno, ampak jaz sem mislila, da bom umrla, ne. Res rabiš nekoga, da ti reče, to je normalno. To, kar si ti imela prej, pa ni bilo lih normalno, tako da. Se spomniš mogoče, s čem sva prvo začela, s kakimi vajami? Ja, isto kot moj dojenček doma, kotalila sva se pa tle. Kotolila na vseh štirih, ne? Pač vstajanje in take stvari, hoja. Ja. Vse se na stolico, pa nazaj vstati stolice, ne? Ne, res, zdaj se hecam, ampak je bilo res tako. In tudi tisti, ki se pač bojite začeti s treningom, trening se začne tako. Pač res moraš iti skoraj v položaj dojenčka, da spet zbudiš svoje telo, ker on mi je rekel, primi si, ne vem, mezinc na nogi in dej levo roko stran od sebe in jaz sem že izgubila občutek za telo, jaz nisem vedela, kje je kaj. Kje sploh je mezinc v bistvu, ne? Nič nisem več vedela. Zgubiš res ta občutek. In zdaj je ful dobro, ker ga dobivam nazaj. Dobro. V bistvu tako, najin trening, ko se je začel, je bil baziran, da sploh se naučiva nazaj funkcionalno gibati. In kar je bilo glavno, ti v bistvu si mamica 2 otrok, ne? In veva, da nisi delala nobenih posebnih vaj po porodu, ne, za utrjevanje notranjih trebušnih mišic in tako naprej. Sva dejansko naredila to bazo, da sva prvo poskrbela za tvoj trup in za preventivo pred poškodbami, se pravi za mobilizacijo in vse ostalo. In potem smo preko tega počasi nadaljevala v neko kombinacijo. Prvo sva bila na kolesu, pa sva kombinirala kolo z osnovnimi vajami, potem sva šla, mislim, da potem sva šla na TRX, pa sva nekako provala lastno težo nekako premikati počasi, pa tako. In sva postopoma nadaljevala. V bistvu, a si kje vmes v tem procesu začutila, da ti je bilo najtežje? V celotnem procesu temu vadbenem. Kateri del? Začetek, sredina ali zdaj? Kje si čutila največji napor na svoje telo, na dejansko, a se to potem izboljša, ali je v bistvu težko vedno, ali ko eni rečejo, še vedno mi je težko, pa že 3 mesece treniram. Najtežje je bilo na začetku. Okej. In z vsakim treningom. Mislim, trening mora biti težek. To ti mora biti kristalno jasno, če ni težek, ni rezultata. Kako? Ampak jaz zdaj vem, kaj se dogaja, mislim, vem. Pač mi je že bolj logično, kaj se dogaja z mojim telesom. Vem, da če je napor, če pridem vsa rdeča po treningu, da mišice rastejo, ne, pač da se dogaja nekaj, ne. Da nekaj se dogaja, da nekaj je. Ja, to so procesi. In na začetku je pač bilo, moraš se naučiti, da bolečina je normalna. Zdaj, če me kdaj slučajno kaj ne boli, ne, mi je že vse čudno, da če sem res prav telovadila, če je vse štima, tako da bolečina mora biti. In prav se navadiš na ta občutek in ti je lepo. Aha, se pravi, bolečina ti postane v bistvu lepa. Ja, normalna, če jo ni več normalno. Ja, v bistvu je tako, telo moraš izpostavljati konstantnemu nekim izzivom, da ga prisiliš v njegovo adaptacijo na nove gibalne vzorce. In na ta način v bistvu s tem postavljanjem izzivov mu pomagaš, da se on sili prilagajati in s temu nekako povečano porablja energijo in s tem povečano porablja maščobno tkivo, nepotrebno, in gradi nove mišice oziroma obnavlja stare mišice, se povezuje več živcevja s temi vsemi mišicami in dejansko začneš uporabljati svoje telo bolj celostno. Ja. Ker tako, mi, ko se ne gibamo, oziroma ko se gibamo samo osnovno, dnevno, se pravi, vstanemo,
hodimo, še to hodimo z nogami čist pri tleh, drsamo z nogami po tleh, ne, pozabimo sploh dvigniti nogo, da lahko hodimo in tako naprej. Naše telo začne stagnirati in porabljamo samo nekje, ne bom rekla zdaj na pamet 60% ali celo manj, ne, celotnega našega mišiča. Čim pa mi telo izpostavimo nekemu naporu, nekim kompleksnim gibalnim vzorcem, v bistvu spodbudimo, da se naše telo začne bolj kompleksno odzivati oziroma da začuti potrebo po kompleksnem odzivanju in s tem dejansko aktivira več mišic, aktivira živčevje ponovno, da se poveže s celotnim telesom in da dejansko začne bolj delati, ne. In kakor sem rekel, posledica vsega tega je hujšanje. A boš rekla, da dejansko, kaj je hujšanje? Kaj je zate hujšanje? Povej tako, kaj si do zdaj spoznala, da je zate hujšanje? Da grem enkrat na mesec na vago in pokažem manj, to je to. To je to. Mislim, ker v bistvu jaz sem zdaj izgubila 30 kilogramov, ampak dobivam na mišični masi tudi, ne. Tako, se pravi, izgubila si maščobe več, kakor ti dejansko kaže teža, Ja, ne, seveda. na tehtnici. Ker v bistvu si ob tem, ko si izgubljala maščobo, pridobivala mišično Ja, maso, ja. ne. To je tisto, kar sem hotel na začetku izpostaviti, da ni bistvo samo to, da mi spreminjamo številke na tehtnici, ampak dejansko, da spreminjamo spremembo telesne sestave. Da povečujemo mišično tkivo in zmanjšujemo maščobno tkivo, ne. To je neko glavno in to nam mora biti v bistvu glavno, ne. Dobro. Zdaj pa tako, kam si namenjena po tem webinarju? Na trening. Na trening, dobro, se že veseliš? Ja, res se. Okej. Akcija. A se spomniš v bistvu, kaj smo počeli pred enim mesecem? A smo kaj snemali? Ja. Aha, kaj smo snemali? Rezultate pa Pa kaj smo še snemali? V Sežani smo snemali nekaj. Aha. Snemali smo naše videe za vse vas, ki bi radi tudi nekaj naredili zase in pač pomigali doma, ker vemo, da nimamo vsi opcije iti in je to ena res taka praktična stvar. In jaz to vidim kot en tak odličen začetek. Super, ti vsi videi so bili nekako brezplačno dostopni, ne? Ja, Vsem? za vse vas. In pač izvajali smo jih pa take kot jaz, ne. Da vidite, da če zmorem jaz, da zmorete tudi vi. Če zmoremo Vsak mi, lahko zmore. zmore vsak. Ja. Ja, ker mi v bistvu vadbenih naših programov dejansko, da smo noter samo vsi fit in da predstavljamo samo, da lahko fit ljudje v bistvu to delajo, ampak bistvo je samo, da lahko vsak začne s svojo preobrazbo zdaj, tukaj in da v bistvu svojo preobrazbo naredi. Zdaj pa tako, da vas še enkrat opozorim, v komentarju spodaj imate formulo oziroma link, ki vas bo pripeljal do formule za izračun indeksa telesne mase. Videli boste, kakšen je vaš indeks telesne mase, dajte si ga primerjati, poglejte, za kaj se gre, a je v bistvu kakšna slaba stvar, a ste v redu in tako naprej. Zdaj pa tako, stran, ne, naša motiviraj.me, v bistvu je razdeljena na različne programe in zdaj lahko si ogledate tudi videe. Kar smo vedno poudarjali na tej strani, je v bistvu to, da lahko popolnoma sam dosežeš telesno preobrazbo in si zadovoljen s svojo postavo. Da nisi samo odvisen od osebnega trenerja oziroma od osebnega treninga z nekom, ampak dejansko, da lahko vse skupaj dosežeš doma sam. Maja, kakšni so tvoji cilji za naprej? Kaj si si postavila za svoj glavni cilj? Oziroma, kaj je bil tvoj prvi cilj, ko si prišla v fitnes? In a se ta cilj kaj razlikuje od tega danes? Jaz sem si, moj glavni cilj je, da tako živim zdaj naprej. In ta manjši cilji so bili pa pol ono, ne. Bila sem na 130, pa je bila želja, da pridem pod 120, pa sem bila na 120 in tako naprej pod 110. Jaz se bom trudila še naprej in moj cilj je priti pod 70 kilogramov, ampak bom šla še naprej z glavo čez to. Tako da
Sam pač poveš, lahko v bistvu priznaš, da ne moreš si takoj postaviti neki najvišji cilj, ampak kaj rabiš vmes med vsem tem. Ja, seveda, da ne, ker motivacija pada, ne, ti moraš imeti nek realen cilj v glavi, pač moraš iti po korakih, tudi kilograme nismo pridobili v enem tednu, ne. Tle en kup analiziranja in res si postavljaš majhne cilje in si zadovoljen s svojimi dosežki. Jaz sem popolnoma vsakič zadovoljna s tem, kar dosežem. In tudi ta nasvet, da se kar skrije nekam vago, je zelo dober. Je dober, ne? Zelo, ker pač jaz se zvagam in na testiranju in tudi to. In tudi to, da v bistvu, da nisi vsak dan na vagi, ne? Da potem vidiš, zdaj pa če grem gor na vago, dejansko se vidi neka razlika, ampak tudi če ta razlika 200 gramov, 300 gramov, gor, dol, v bistvu ti nič ne pove, ker ne veš, kaj se dogaja s tabo. Ne? Ja, če dobivaš zraven še mišično maso, ti to popolnoma nič ne pove. Ne? Ja, Ker jaz bila, ko mislila, da sem se ozredila, v resnici sem dobila mišice, pa iz obupa bi se šla najesti, pa bi dobila še maščobo zraven. Ne? Tako. Ok, zdaj pa tako. Sama si povedala, da človek, če želi doseči rezultat, mora počasi si postavljati neke manjše cilje in tako počasi nadaljevati svojo pot k večjemu glavnemu cilju. Ne. Se pravi, če želiš doseči rezultat, moraš počasi si prvo postaviti en realen cilj številka 1. In ponavadi pri meni je v bistvu nek cilj številka 1, ki ga jaz ponavadi dam ljudem, je to, da vsako jutro, ko vstanejo, spijejo en kozarec vode. To delam jaz. Tako da začneš svoj dan s enim kozarcem vode. Če to nekdo že počne, potem je druga stvar, ki jo rečem, je to pojej zajtrk. Ki ga, 60% ljudi, s katerimi delam, tega ne dela, ko začnemo. Ali nimajo časa, tako bomo rekli v navednicah, ne, nimam časa, je tako dan danes en izgovor, kot mi je pes pojedel domačo nalogo, ne. Nimam časa, v bistvu pomeni samo to, nisem se organiziral dovolj dobro, da bi si omogočil, da naredim to, kar je treba. Ja, res. To dan danes pomeni, nimam časa. Ker narediti mini organizacijo dejansko ni tako težko, ampak moraš začeti. Ne? Se pravi, če si v nedeljo splaniraš nekako svoje obroke, svoj trening do srede, imaš do srede pokrito. In se ne rabiš ukvarjati, ker v bistvu si sam sebi že zračunal, kako boš šel, kdaj boš šel, kam boš šel in tako naprej. Kdaj boš vadil, kaj boš jedel, kdaj boš jedel in tako naprej. In potem v sredo narediš ponovno isto stvar in se začneš od srede do petka, primer, nekako spet splaniraš, kako boš šel, kdaj boš telovadil, kako se boš počutil, kateri dan bo namenjen počitku in tako naprej. In potem, ko je vikend, narediš nekakšno mini analizo, to je lahko že samo v tvoji glavi. Super, uspelo mi je, bravo, ne, dober sem, naredil sem celoten teden, ok, kaj bom pa prihodnji teden, kako bom prihodnji teden naredil in spet tako počasi, korak po korak. Zelo pomembno je, da se vse stvari ne takoj na začetku date na glavo. Zdaj bom pa začel zajtrk, kosilo, večerja pravilno, pa bom hodil vsak dan na trening, zjutraj bom šel še teč, ker bom ful motiviran, potem, ko bom tekel, bom popoldne spil ogromno zelenega čaja, ne, potem ne bom šel nikamor več, samo telovadil. To niso realne stvari. Če si stvar po stvar ne dodajaš, dobiš preveč stvari naenkrat in če imaš preveč stvari naenkrat, enostavno odnehaš. Ker na začetku se moraš najprej naučiti, kaj je pravilna prehrana, tudi še zraven. In tudi moraš še razumeti, moraš poskusiti, morate tudi spodleteti. In moraš vedeti, se ni nujno, da mi vedno gre uspešno gor, ampak dejansko lahko se zgodi tudi to, da grem gor ogromno, pa malo padem dol, pa grem spet gor, še više, pa spet padem dol. Ker v bistvu uspeh ne gre tako, kot si mi želimo, da gre čist strmo gor, ampak v bistvu uspeh gre počasi, korak po korak gor. In tudi, če naredite korak nazaj, ni to noben neuspeh, važno, da veš, kam greš naprej. In v bistvu to delaš. Ne? Dobro, Maja, zdaj pa tako, me zanima za konec, a imaš kakšno posebno sporočilo, nekaj, kar si ti sama pri sebi ugotovila za naše poslušalce, a je karkoli, kar bi jim želela povedati, v bistvu,
A je kakšna stvar taka? Jaz sem res iz srca, mislim, res si želim, če si želite, da pač nekaj naredite zase, da greste na naše videe, ker potelovaditi, ker se boste res odlično počutili, ne. Dajte gibati, ker jaz zdaj res gibanjem se rešujem ven iz težav, ne več s hrano. Boljše se boste počutili. Jaz odlično spim, odkar se gibam. Odlično spim, nisem več živčna, kožo imam lepšo, prebava je odlična, vse je začelo štimati, ne. Mislim, že tu so vse cilji, ne. Pa sem šla na ta Eurofit festival, cel cajt me je bilo strah, kako bo pa meni šlo, ne, ker sem še čisto nova v teh stvareh. Ampak jaz sem tam žarela, sem bila polna energije, treninge sem naredila brez problema. Res se vam splača, da nekaj naredite zase. Jaz vem, da vsakič, ko grem na trening, vsakič, ko razmislim, kaj bom dala v usta, s tem tudi močno vplivam na svojo družino. Rada bi bila čim dlje z njimi, ker jih pač imam neskončno rada. In dajte se potruditi zase, dajte se potruditi za one, ki vas imajo radi. Pač. Zdaj pa tako, da odgovorimo še na par vprašanj, v bistvu, ki jih imamo spodaj, ne. Petra Japelj je vprašala, če si imela kakšno posebno dieto, ko si začela. To sva v bistvu že na začetku Petra odgovorila, ampak a si imela kakšno posebno dieto? Ne, moja naloga je bila, da pač Tibor mi je povedal, kako in kaj so maščobe, kaj so ogljikovi hidrati, beljakovine, naučil me razmerje in pol me je pustil, da ustvarjam. In jaz sem si, tako kot je on rekel, v nedeljo naredila jedilnik do srede in pol od srede spet do nedelje, sem se učila sproti in on mi je včasih rekel, daj pikico več mesa, daj polno zelenjave, malo manj mandljev, ne, ker je meni mandlji so ful dobri, je rekel, ne 15 mandljev, daj malo manj, pač tako, učila sva se, nisem jaz na dieti. Jaz zdaj tako živim. Zdaj pa tako, v bistvu Katarina Zafran, super, bravo, pozabil sem to povedati. Indeks telesne mase, teorija v narekovajih, ja. V bistvu indeks telesne mase je namenjen, da nam pokaže, da je lahko nekaj narobe med našim telesom oziroma v določenih primerih je lahko izredno pravilno postavljen. Moramo vedeti, da v bistvu meni osebno indeks telesne mase kaže 25, kar pomeni, da po nekih parametrih indeksa telesne mase spadam v debelega, ne, ker pa jaz treniram in vem, da je to zaradi povečane mišične mase, je v bistvu dejansko ta stvar nepravilno pokazana. Ampak ponavadi vsi, ki imajo dejansko neko znanje in poznajo, vejo, da indeks telesne mase je v bistvu za ljudi, ki v bistvu ne trenirajo, ki v bistvu ne vejo, kaj je z njihovim telesom, njim najboljše pokaže. Je pa v vsakem primeru glavna stvar, če želimo vedeti, kaj se nam dogaja v telesu oziroma kakšno razmerje imamo, da si v bistvu izmerimo na različnih testih, bioimpedančni test ali pa karkoli drugega, v bistvu naše razmerje telesne sestave. Kot sem povedal že na začetku, nam v bistvu ni hujšati, ampak v bistvu spremeniti telesno sestavo. In če tehtnica, številka na tehtnici oziroma samo indeks telesne mase nam ne more povedati, kaj se dogaja v našem telesu, ampak samo pravilno merjenje nam pokaže dejansko, ali se naša telesna sestava spreminja. In v bistvu mi delamo tudi na tak način, ne. Indeks telesne mase smo samo postavili okvirno, da si ga lahko vsak izračuna in pogleda dejansko, kaj njemu kaže. Zdaj pa lahko povem, da meni kaže, da sem predebel, ampak vem, da imam vsaj 7 kilogramov preveč mišične mase, ampak to je moj cilj, to je moja želja, to želim, ne. Tako da, če boš imel kakšno težavo oziroma vprašanje v zvezi s tem webinarjem oziroma z indeksom telesne mase, nam lahko pišeš v komentar, z veseljem bomo odgovorili vnaprej. Jaz bom tako rekel, vse skupaj vas vabim na prihodnji webinar. Ta webinar bo verjetno se dogajal v Ljubljani, z mano bo Mario Sambolec,
jaz mu kar rečem kralj prehrane, ne, on je kralj. Govorila bova dejansko o prehrani. Kaj je to prehrana, kaj je to dieta, pomen prehrane, zakaj prehrana, kako prehrana. V bistvu bova nekako razdelala ta pojem. Pravilna prehrana, zdrava prehrana, super prehrana in lahko imenujete, kakor želite še vse. In tako da dajte nas spremljati prihodnjo sredo 18:30 samo na kanalu Motiviraj.me. Lepo se imejte. Čau!